bi se še pozdravljali, dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocojšnji večer bomo posvetili predstavitvi nove publikacije, zajetne publikacije na 600 strani, ki jo je pripravil gospod Igor Omerza. Pozdravljamo ga v naši sredi, hvala, da ste tu pri nas in seveda hvala tudi Ivu Jevnikarju, ki se bo nocoj z našim gostom pogovarjal. Torej, na koncu bomo imeli še predstavitev družine Figel, ki bo pač ponudila potem tudi žlahtno kapljico v pokušnjo. Ko zmerno, tokrat družina Figel zaslavlja nocoj, drugič pa druga družina. Torej, najlepša hvala vsem vam, torej hvala našim gostom, ki sta nocoj tukaj in seveda vsem vam želim prijeten večer. Predajam pa besedo Ivu Jevnikarju. Lepo pozdravljeni, je prav lepo videti tak auditorij, pa še čudovito vreme imamo. Politik in publicist v času slovenske pomladi, danes 66-letni ekonomist, magister Igor Omerza z Ljubljane, se je v zadnjih letih uveljavil torej v skupinici, zelo redki skupinici, najbolj pronicljivih in plodnih raziskovalcev naše povojne zgodovine, ter predvsem vloge, ki jo je v njej odigravala tajna komunistična politična policija. Pri Mohorjevi v Celovcu je nedavno izdal to knjigo, ki je danes v središču pozornosti, s pomenljivim naslovom Boris Pahor v žrelu Udbe. Krstno predstavitev je knjiga doživela 30. maja v Trstu, ker je avtor želel in je bil tudi protagonist, nehoteni protagonist teh preiskav, Boris Pahor prisoten, je želel pač, da se krsti v Trstu, naslednji dan v Ljubljani, potem se je začela kampanja pozitivnih odmevov, pa tudi polemičnih odmevov, ki ste jim gotovo sledili. Že takrat je bilo napovedano, da bomo tudi tukaj nocoj pod Lipami predstavili to 636 strani obsežno, trdo vezano z reprodukcijami številnih dokumentov opremljeno knjigo, ki sloni na 10-letnem preučevanju tistih policijskih, zlasti obveščevalnih, a tudi delno političnih fondov v arhivu Republike Slovenije, ki so se ohranili, ki so preživeli prve mesece ali zadnje mesece pred tranzicijo. Kot ugotavlja avtor, ampak to bo sam povedal, to ne bo v obliki razgovor, bomo imeli potem, ima avtor sam predstavitev, pri kateri si bo pomagal tudi z reprodukcijami dokumentov in schemami, ampak kot ugotavlja, je to, kar je Pahor počenjal desetletja v zamejstvu in s tem povzročil bolestno zalezovanje in šikaniranje Udbe in matičnega režima, v 80-ih letih prejšnjega stoletja z vso silo pljusknilo v matico. Revija Zaliv, kot je zelo plastično napisal, je po letih in letih prepovedi plovbe v matico v simbolnem pomenu s kapitanom Borisom Pahorjem ob Jamboru zmagoslavno pripljula v Ljubljano in tam tudi ostala. Igor Omerza natančno opisuje dolgi povojni lok Pahorjevega pisanja in delovanja, njegovo okolje, prijatelje in nasprotnike, režimske tajne in javne ukrepe ter seveda učinke Pahorjevih pobud. Pahorjeve zgodbe se je Omerza dotaknil že v prvi izmed svojih 9 obsežnih raziskovalnih knjig zadnjih 7 let. Se je leta 2010 tudi Pahorja obravnaval v študiji Edvard Kozbek, osebni dosje številka 584. Tam je govor o Pahorjevih potezah v času gonje proti Kozbeku zaradi knjige, oziroma zaradi povod je bila knjiga Strah in pogum, in potem seveda največ o znamenitem intervjuju s Kozbekom o povojnih pobojih in komunistični monopolizaciji Osvobodilne fronte. Leta 2015 najdemo podatke tudi o Borisu Pahorju v Omerzovi knjigi o tržaških in širših razmerah Karla Udba o Dragi. To knjigo smo predstavili tudi tukaj pod Lipami. Ostale njegove knjige pa so, samo da spomnimo na hitro,
problematika tajnih služb in atentatov na Koroškem, od Belce do Velikovca ali kako sem vzljubil bombo, leta 2011, prevedena je bila tudi v nemščino. JBTZ, časi poprej in dnevi pozneje, z leta 13, govorijo o procesu proti četverici. Potem upetost slovenskih obveščevalcev in tajnih policistov tudi v teroristična dejanja jugoslovanskega značaja, 88 stopnic do pekla, kako je Zemljaričev Janez ugrabil Bato Todoroviča iz leta 13 in kliči U za umor leta 14. Ta knjiga je prevedena tudi v hrvaščino, ker je žalostni protagonist knjige bil Hrvat. Potem se je vrnil k slovenski pomladi, veliki in dolgi pohod Nove revije iz leta 2015. Čisto posebno zgodbo zelo poznega, čisto političnega procesa v Ljubljani pa je obdelal v knjigi iz leta 16, torej od lani, 1984, Orwellovo leto Agopa Stepanjana. Brali smo v zadnjih dneh, v zadnjih tednih tudi nekaj kritik o posameznih straneh ali trditvah v knjigi. Mislim, da ni potrebno tukaj posebej izpostavljati problematike domnevnih stikov med Digosom in profesorjem Pirjevcem. A vedeti moramo, da je tudi ta knjiga ob vsem aparatu in spremnih besedilih tudi nekakšna antologija čisto vseh udbovskih dokumentov, ki jih je lahko našel v svoji 10-letni raziskavi, da ni izpustil niti enega dokumenta, ki omenja Pahorja in to, kar je bilo z njim povezano. O vsebini dokumentov je treba pač kritično razmišljati, lahko veljajo, lahko ne veljajo, ampak tukaj lahko povem, da sem tudi sam, pa moj oče, pa profesor Beličič, pa številni drugi ljudje med nami imeli svoje danes uničene dosjeje, ki nosijo neke čudne številke, po katerih bi kdo tudi sklepal ali natocoval, da smo bili vsi agenti. In tudi tukaj v današnjem občinstvu je kdo, ki bo lahko eventualno kakšno stvar dopolnil v zvezi s posameznimi trditvami, ki so jih posamezni informatorji ali udbovski funkcionarji zapisovali. Da so dokumenti avtentični, o tem ni dvoma, ker so najdeni v arhivu in se skladajo z drugimi. Posamezne trditve, ki jih je kdo zapisal ali izjavil, pa so seveda podvržene kritičnemu mišljenju lahko. In pomemben, ko o tem razmišljamo tudi o nekaterih polemikah, je predvsem celotni mozaik, ne posamezni kamenčki. Kako je bil knjiga in tudi prejšnje dokazujo, kako je bil režim do konca res policijski, nestrpen, totalitaren. In kako je tudi v zamejstvu, tudi med nami v Trstu in Gorici, operiral kot doma, nastavljal mikrofone, kontroliral telefone, zasledoval, silil ljudi k sodelovanju in tako dalje. Še beseda o tem, o vlogi amaterjev in poklicnih zgodovinarjev. To mi zdi, da bi iztrgane dokumente oziroma prepisane dokumente brez kritičnih pripomb našli, vam jih lahko naštejem tudi pri zelo profesionalnih zgodovinarjih, ki so kar prepisovali posamezne izseke iz udbovskih dokumentov, ne da bi jih poglobili. In ko govorimo o vlogi zgodovine, moram reči, da glede celotne te problematike, ki jo je obdelal v 9 knjigah, slovensko zgodovinopisje ni opravilo svoje naloge. Teh tematik, teh dokumentov, teh arhivov bi se morali lotiti tudi poklicni zgodovinarji, zgodovinski inštituti, univerze in podobno. No in potem so seveda nekateri, ki te diskusije izkoriščajo tudi za čisto drugačne cilje. Se mi zdi, da zelo v ospredje prihaja tudi motivacija, želja, da bi spet omejili dostop do arhivov in da bi tako spet skušali malo pocukrati žalostno in grdo preteklost. Zdaj pa besedo Igorju, prosim. Prav lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
Zdaj, obdobje dokumentiranja zalezovanja Borisa Pahorja, ki je dokumentirano v knjigi, je od maja 52 do decembra 89. Žal sem po izdaji knjige najdel še dokumenti iz leta 90, tako da lahko rečem, da pravzaprav je šlo za obdobje do leta 90. Gre torej za slabih 40 let. Kot je že povedal Ivo, sem v 3 debelih knjigah, ki jih vidite na zaslonu, obravnavam delovanje Udbe v Trstu in njegovi okolici, pa tudi še kje drugje. 2 mesti sta v okviru slovenskega kulturnega prostora, ki sta najbolj prestreljeni z delovanjem slovenske tajne politične policije, Ljubljana in Trst. In naši marljivi udbovci so se po Trstu sprehajali skoraj tako kot po Ljubljani. To bom potem dokazal v nadaljevanju. Zdaj tu vidite kodna imena 62 tajnih udbaških obdelav akcij ali raziskav, ki se pojavljajo v knjigi in ki so neposredno ali posredno povezani z zalezovanjem Borisa Pahorja. Nekatere imena sem dekodiral, nekaterih pa ne. Glede na nadzor Borisa Pahorja so najpomenejše udbaške rabote Jambor, Ljubljančan, to je nadzor nad Borisom Pahorjem. Če Jambor še razumljivo ime, Ljubljančan pa ni, ker vemo, da je še danes profesor Pahor zelo kritičen do Ljubljane. Potem so kodne imena Jambor 2 Meščan, Osredka, to so kodne imena zalezovanja Alojza Rebule. Stranka, memorandum, to sta 2 akciji, matici, neposlušni zamejci, med njimi tudi Boris Pahor in še mnogi drugi. Tudi Franci Jeza, recimo, Alojz Rebula, že omenil in tako naprej. Karla, študijski dnevi Draga, to se že ve iz moje knjige o Karli. Rezija, vrbovanje, pridobivanje zamejskih študentov v Ljubljani za udbovsko vokljanje. Separatist, to je posebno obdelava Franca Jeze. Stražar Janez Gradišnik, anarhist Vinko Ošlah, bohinjski Edvard Kozak, Blaž Viktor Blažič, privesek Franc Miklavčič, filozofinja Spomenka Hribar, hotelir Vinko Levstik, Mavrica iskanje avtorja sovražnega letaka. Niti ena od omenjenih udbovskih rabot ni v celoti ohranjena. Nekatere samo v zelo majhnem delu. Naprej. Tu so pa kodne imena 89 konfidentov, zaupnikov, torej v duhu slovenske tajne politične policije, tako v matici kot zamejstvu ali pravi tujini, ki se pojavljajo v knjigi v neposrednji ali posredni povezavi z Borisom Pahorjem. Zdaj, kakšni so bili načini zalezovanja Borisa Pahorja? Tajne preiskave hiše v Trstu, njegovega prostora v Tutovljah, sestrene hiše v Trstu Eveline, mikrofoni v stenah stražarske hiše, kontrola pošte, telefona, poročanje voduhov, verjetno tudi sledenje in fotografiranje. V letu 1976 so udbovci 3-krat tajno preiskali njegovo hišo v Trstu, enkrat njegove prostore v Tutovljah in enkrat delovno sobo, ki je imel v Trstu pri svoji sestri Evelini. Logično je predpostaviti, da je bilo teh tajnih preiskav še veliko več, a dokumentov o tem nisem našel, večina itak uničenih. No, eno tajno preiskavo bom pa še omenil v nadaljevanju. O tem moram nekaj pripomniti. Konec junija so v Dutovljah letos odprli Pahorjevo spominsko sobo v spomin na njegovo delovanje v tem kraju. Sicer prave sobe, kjer je dejansko delal, ni več. Toda prav v njo je, kot sem jaz ugotovil, rada kukala slovenska tajna politična policija. Vse lepo in prav, to, da v Ljubljanskem dnevniku je bilo ob tem 24. junija letos zapisano, da ni, citiram, presenetljivo, da je dogajanje v hiši spremljala tudi jugoslovanska varnostna služba. Konec narekovajev. To blaženje izrazov je danes v Sloveniji precej običajno in ima očitno namen zmanjšati negativni prizvok besede udba. Zato moram poudariti, da udba ni bila varnostna služba. Ali pretežno obveščevalna ali kontraobveščevalna služba, ampak prvenstveno tajna politična policija, edine dovoljene torej komunistične stranke, na Slovenskem in tudi v Jugoslaviji, seveda, in še ne služba vseh članov te stranke, ampak njenega ožjega vrha. V generalnem poročilu udbe za leto 1976 tudi zvemo, da so v tem letu pri Borisu Pahorju ugradili tehnično sredstvo zaradi težkih pogojev, se pravi mikrofone v stenah ali mikrofon, ne vem toliko, koliko so tega ugradili, zaradi težkih pogojev, kot pravijo udbaši eksploatacije, se pravi izkoriščenja tega sredstva, so to upravljali s posebno prirejenih osebnih avtomobilov. Torej imel Boris Pahor doma v Trstu vgrajeno prisluškovalno napravo
in da so okoli njegove hiše krožili posebno prirejeni avtomobili z udbovskimi posadkami. Kako so se pa tam neopazno vozljakali po tisti ozki tržaški uličici, ki strmo grize od morja proti vrhu Kraškega roga, mi pa pravzaprav ni jasno. Očitno so se udbovci zlahka tajno sprehajali po njegovi tržaški hiši. Primer, ko so konec oktobra 1977 bili raztreseni po Ljubljani neki sovražni letaki, je udbovska ekspertka, tudi take so očitno imeli, lingviste, Janja Šuštaršič-Nučič 4. novembra 1977 zapisala, da je letak morda napisal Boris Pahor, in že dva dneva pozneje so udbovci pri njem izvedli tajno preiskavo. Naravnost neverjetno je, kako so lahko naši udbovci sposobni bili narediti tajno hišno preiskavo v tuji državi. Zdaj, tu imate spisek 10 bolj znanih slovenskih komunističnih voditeljev, ki so bili različno po obdobjih informirani po udbi, kaj počenja ne bo bila treba Boris Pahor. Zdaj, jaz sem prebral Repetovo biografijo o Milanu Kučanu in pregledal sem partijski arhiv, ki je fond predsedniške dejavnosti Milana Kučana, ki je v Slovenskem državnem arhivu, in se nanaša na obdobje, ki je bil predsednik Slovenske komunistične stranke Milan Kučan, in tega ni nič, ne v biografiji, ne v partijskem arhivu, ne v udbovskem delu arhiva. Mislim, nič, večina, mislim, nekaj tega je, bom pozneje povedal koliko, približno koliko, ampak v biografiji Repetovi ni tega niti omenjenega, niti z eno besedo. Zdaj, natančno se opisujem, koliko je to mogoče, velika komunistična gradiva zalezovanja Pahorja zaradi njegove pozitivne ocene Kocbekovih novel Strah in pogum, to je bilo leta 1951, zaradi sodelovanja pri reviji Sidro in tokovi, zaradi več kot 20-letnega izdajanja revije Zaliv, zaradi ustanovitve Slovenske levice, zaradi izdaje Kardelju neljube knjige Odisej od Jamboru, zaradi objave Kocbekovega pričevanja v Kosovoljevi knjižnici Tržaškega zaliva, zaradi obrambe Viktorja Blažiča in Franca Miklavčiča, ki sta bila procesirana in zaprta v letih 1976-1977, zaradi suma avtorska sovražnih letakov, zaradi sodelovanja na vsakoletnih srečnih slovenskih izobražencev, zaradi sodelovanja z Novo revijo in Društvom slovenskih pisateljev. To je dokument iz leta 1952, ki utvarja udbovski nadzor nad Borisom Pahorjem in je posledica dejstva, da je Boris Pahor v Primorskem dnevniku, ki bi sicer voden iz socialistične Slovenije, napisal novembra 1951 bleščečo oceno Kocbekovih novel Strah in pogum. Uredniki Primorca namreč sprva še niso vedeli, da bo vrh partije v Matici konec decembra 1952 ostro obsodil to knjigo. Boris Pahor je pa novembra 1951 je napisal kritiko, decembra 1951 je pa partija obsodila to knjigo. Primorci je udolžil za to napako, da je pozneje z Krpanovo meserico tolkal po Kocbeku in Pahorju okoli novel Strah in pogum. In takrat je on dobil spremstvo, vsaj takrat vemo, da je dobil spremstvo tajne politične policije. In ta namen so zahtevali od Ovaduha, kodno ime Piete, alias Jože Brejc, pozneje Jože Javšek, žal slovenski pisatelj, prijatelj Borisa Pahorja in tudi Edvarda Kocbeka, ki je bil sicer takrat v zaporu in je maja 1952 napisal tole vse, kar je vedel o Borisu Pahorju. Dokument je strašno težko dešifrirati, skupaj z Alenko Puhar, ki je odkrila ta dokument, so ga skoraj v celoti dešifrirani, seveda v celoti, kot smo dešifrirali, objavljen v knjigi. Zdaj, pomembno etapo v tajnem zalezovanju Pahorja predstavlja odbaško spremljanje njegove vloge pri zamejski reviji Sidro leta 1953 in zamejski reviji Tokovi leta 1956. Vse to je bila posledica preprostega dejstva, da obe omenjeni tržaški reviji nista bili pod cenzorsko oziroma ideološko kontrolo Matice. Davnega leta 1966 začne v Trstu izhajati znamenita revija, danes znamenita revija Zaliv, katere dušen srce je bil vse do leta 1990, ko je nehala izhajati Boris Pahor. Verjetno so udbovci prežvečili vsako njeno številko, vse to očitno ni ohranjeno, zato v knjigi obdelam vse udbaške analize zalivov, na katere sem naletel v 10-letnem prebiranju udbovskih dokumentov.
Morda se še kje skriva kakšna neodkrita analiza. No, že iz tega, kar je v knjigi navedeno, je jasen odklonilen in sovražen odnos Udbe in režima do te revije. Primer, tu dajem primer iz enega dokumenta. V zaključku tajne analize 2021 številke Zaliva je šla januarja 70 in nepodpisani udbovci napisal tudi tole, da je Zaliv napol belogradistično-emigrantski časopis. To gotovo ni pravilna ocena, ker povezovati Borisa Pahorja z belogradizmom ali pa tudi z emigracijo pravzaprav popolnoma napačno. Celo je Dobranci so ga aretirali in je bil potem po Gestapu poslan, kot veste, verjetno v koncentracijska taborišča. Neutrudni Boris Pahor se ni zadovoljil samo s tem prvič, da je zdaj angažirani Zaliv, drugič vse skozi literarno ustvarjal, tretjič za leta 68 v Trstu organiziral novo stranko, Slovenska levica, ki je nasprotovala ekskluzivnosti slovenskih komunistov, tako v Trstu kot v Matici, ampak je leta 1969 v okviru Zalivove knjižne zbirke Kosovoljeva knjižnica izdal delo o slovenskem nacionalnem vprašanju z naslovom Odisej ob Jamboru, kjer je oponiral najpomembnejšemu slovenskemu komunističnemu voditelju Edvardu Kardelju. To je seveda povzročilo prepoved in plenjenje tistih zalivov, ki so se iz Trsta prebili v Slovenijo. To je dokument, ki opisuje to plenjenje. Večinoma je kar Boris Pahor po pošti iz Duteljev pretihotapil do Duteljev tega Odiseja in po pošti pošiljal po Sloveniji, seveda Udba je to zasledila in odreagirala z tistim, tako nazaj. In s tem dokumentom vidimo, kje so plenili knjige in koliko naprej. Zdaj pa najpomenejša zadeva, kar se tiče Pahorjega oponiranja režimu v Sloveniji. Pahor je vztrajno od 25. januarja 70 do 17. januarja 75 nagovarjal Kozbeka, naj spregovori o povojnem poboju domobrancev, za katerega se odločilo jugoslovansko slovensko komunistično vodstvo že po končani vojni. Kozbek je okleval, vedel namreč, da se ga bo totalitarni režim zgrajen na tem zločinu hudo lotil. Tu se ni motil, a vendar je zbral pogum in 17. januarja 75 obljubil Pahorju, da bo to storil v sledečem tednu. Obljubil tudi izpolni in Pahor je to brez pardona objavil 18. marca v Trstu. V knjižici Kozbek, Edvard Kozbek, pričevalec našega časa. Tu vidite počrtano z rdečim, kako udbaši s pomočjo mikrofona v steni poročajo političnemu vodstvu Slovenije, da bo odgovarjanje na zastavljene Pahorjeva vprašanja Kozbek vzelo vsaj teden dni časa. Torej, Udba je detektirala ta dogovor med Kozbekom in Pahorjem. Oba ga opisujete v svojih dnevnikih. Točno s temi besedami, da mu bo to vzelo teden dni časa. In to je Udba tudi posnela in prepisala in poslala političnemu vodstvu. Ampak zanimivo je to, da je ta obljuba dana med vrati, ko je že Pahor odhajal iz Kozbekovega stanovanja v Ljubljani. Se pravi, če so ujeli ta stavek, da mu bo vzelo teden dni časa, so imeli mikrofone praktično napeljane po celotnem stanovanju. Mimo glede pri Francetu Bučarju so našli v njegovem vikendu oziroma rojstni hiši v Bohinjski Bistrici, so našli mikrofone tudi na njegovem stranišču. Razumi, kdor moreš. Po izidu pričevanja je sledila neverjetna medijska gonja. Režimci so celo razmišljali, da bi procesirali Kozbeka, urednika knjižice Borisa Pahorja in Alojza Rebulo. Vse to je predvsem natančno opisano v tretjem delu knjige in čeprav gre za opis samo enoletnega udbovskega nadzora leto 75 Pahorja, obsega ta tretji del skoraj 200 strani. Zakaj? To je posledica neverjetnega dejstva, da je za leto 75, torej v letu Kozbek Pahor Rebuline afere, ob izdaji pričevalca, ohranjenih vseh 238 tako imenovanih indikativnih biltenov, skupaj 2600 strani, ki so jih udbovci dnevno, razen vikendov in praznikov, pošiljali peščici komunističnih voditeljev. Če je bilo ohranjeno za vsako leto toliko stvari, bi bila ta knjiga precej debelejša. Tu vidite recimo primer mikrofonov v stenah iz februarja 75, torej v Kozbekovem stanovanju, torej še pred izidom Kozbekovega pričevanja, ko je Alojz Rebula obiskal Kozbeka in sta se pogovarjala o Pahorju in prihajajočem pričevanju. In Udba je dobesedno povzela en del njunega razgovora in ga poslala dvema
dvema voditeljima, komunističnima voditeljima, a sta bila dva, ja, je točno, Krajgerju in Popitu. Leta 1976 se je vrh slovenske partije, ki je formalno vodil Franc Popit, dejansko po Beogradu službajoči Edvard Kardel, odločil obtožiti dva, kot je pa Popit javno in tudi srčno poimenoval Kozbekova asistenta, predvsem z razlogom, ker sta pod pseudonimom objavljala prispevke v Pahorjevem zalivu. Gre za Franca Miklavčiča in Viktorja Blažiča. Pahor je vse skozi preko zaliva in raznih pisem ter svojih mednarodnih povezav nasprotoval temu političnemu procesu. Tako je februarja 1977 poslal tudi pismo 103 slovenskim literatom, v katerem apelira naj se pisatelji, slovenskim literatom, v katerem apelira naj se pisatelji zavzamejo za obsojena sodelavca zaliva Blažiča in Miklavčiča. Nekateri so pismo dostavili organom za notranje zadeve. Med njimi tudi publicist Peter Božič, ki je celo izjavil, to je udbovsko poročilo v tem, da je želel najprej ostro odgovoriti Pahorju, zdaj pa resno razmišlja, da bi veljalo javnost pregovoriti o tem in pripravlja oster napad v tisku. Ker imata sedaj v Ljubljani oba spomenik, tako v duh Božič kot njegova žrtev Pahor in sta spomenik celo delo istega kiparja, imamo v naši prestolnici v oči bodeče izenačevanje Špicla in njegove žrtve. V zadnjem delu knjige je glede Borisa Pahorja in Udbe pomembno predvsem njegovo povezovanje z novo revijo, Društvom slovenskih pisateljev in nasploh s prebojujočo se slovensko opozicijo. To, kar je Pahor desetletja govoril in pisal v zamejstvu, predvsem v zalivu, se sedaj v dobršni meri prililo v leta 1982 nastalo novo revijo. Nova revija se je namreč med drugimi zadevami na svoj jambor obesila tudi Kozbekovo zastavo in odprla v Sloveniji novo razpravo o nacionalnem vprašanju oziroma položaju našega naroda. Se pravi, ključni zalivovi oziroma Pahorji temi. Zato ni nič čudnega, da je v letu 1985 Dimitrij Rupel, sicer intenzivno spremljan pod kodnim imenom Negativ, napravil za novo revijo intervju z Borisom Pahorjem. Seveda so udbovci in njihovi politični šefi ta intervju lahko prebrali pred drugimi bralci, saj je Udba ukradla tekst in še preden je bil objavljen v novi reviji. To je zdaj ta, rekel, prepis ukradenega teksta se strani Udbe, se pravi, ki ga je ukradla nekje na poti od avtorja do tiskarne. Novembra 1987 je bila skončana udbovska študija o slovenski politični migraciji. V njej so omenjeni tudi Tržačani, Boris Pahor, Sašo Matelanc in Alojz Rebula, ki podpirajo, zapišejo tajni politični policaji oporečniki v domovini, naprimer Spomenko Hribar in dalje. Boris Pahor tudi posega v aktualno kulturniško dogajanje v Sloveniji, naprimer s sodelovanjem na okrogli mizi o slovenskem narodu in slovenski kulturi leta 1985 v Cankarjevem domu, ter s sodelovanjem na letošnji javni tribuni o ustavnih spremembah, prav tako v Cankarjevem domu. Ker se te trditve pojavljajo v udbovskih študijih, to pomeni, da so bile izdelane na temelju terenskih oziroma operativnih zrazovalnih dokumentov. Toda teh za to obdobje v Pahorju večinoma v arhivu Slovenije ni mogoče najti, in to iz preprostega razloga, ker so udbovski dokumenti za zadnja leta propadlega socialističnega režima najbolj počiščeni. Ne samo 90%, ampak mnogo dosjejev ali akcij, ali obdelav, ali raziskav je uničenih tudi 100%, torej v celoti. Seveda, kot sem že rekel, ta knjiga o Borisu Pahorju bi bila lahko veliko bolj obsežna, če ne bi režim v zadnjih svojih dekljajih marca, aprila in maja 90 množično uničeval režimsko gradivo, ne samo udbaško, tudi drugih podaljškov režima. Zadnje uničevanje sem našel celo udbovskega materijala 16. maja. 17. maja je nastopila nova demokratično zavoljena Demosova vlada. To se je zavzeto kurilo ali drugače uničevalo. Recimo tukaj je slika, ki je celo uspela v začetku maja posneti Tone Stojko, fotograf Mladine, objavljene potem Mladini. Kombi pred Količevim, polni papirja, en golf bel, poln papirja. To so bili konvoji, ki so vozili tja in to se je predelovalo v papirnato kašo. Spremljevalci so bili oboroženi, stali so ob trakovih, ki so šli v ta stroj, ki je mlel papir, da ne bi kakšen listek padel, da ga ne bi kdo si
od delavcev, tistih zaposlenih, slučajno prisvojil. Novinarjem so rekli, nazaj prosim, novinarjem mladine so rekli na ministrstvih, da gre za star, neuporaben, nezanimiv in odvečen papir. Tukaj bi narejen velik kulturni genocid nad arhivskim gradivom, nad spominom naroda, zato nihče nikoli ni bil, nihče nikoli ne bo odgovarjal. Tu imate dve fotografiji. Prva je iz novembra 1986 in prikazuje Milana Kučana, takratnega predsednika slovenskih komunistov, med taksijskim izvajanjem strokovnega predavanja slovenskim funkcionarjem javne policije in tajne politične policije. Poleg njega je Tomaž Ertl, verjetno ste slišali za njega, pokojni minister za notranje zadeve. Udbo je prišel leta 1975, leta 1980 je postal do leta 1990 je bil notranji minister. 2. junija letos, ko je pokojnec Milan Kučan obiskal SKGZ v Trstu. Tam so se mu potožili, da v matici napadajo posamezne člane manjšinske skupnosti na podlagi popačenega odsevanja preteklosti. Ker se to očitno nanaša tudi name, moram samo upomniti, da jaz pišem predvsem na temelju dokumentov Udbe in če kdo v mojih knjigah razpozna pačenje zgodovine, je to lahko zgolj krivda in greh bivše slovenske tajne politične policije. Očitke v tej in takšni popačenosti bi lahko potrdil ali zavrnil Milan Kučan preprosto tako, da bi čim prej pripravil še eno strokovno predavanje in predstavil vsebine vse do udbovske dokumentacije, ki je prejel v 12-letnem obdobju, ko je bil na takšnem vodstvenem položaju v propadlem režimu, da je dnevno prejemal poročila slovenske tajne politične policije in k temu dodal še osebna pričevanja o številnih ustnih razgovorih, ki jih je imel z notranjim ministrom Tomažem Ertlom in šefom slovenske Udbe Ivanom Erženom. Pripominjam, da pri omenjenem 12-letnem obdobju Milana Kučana kot vodstvenega delavca jemljem ozir kot začetek datum, ko je postal predsednik skupščine SRS leta 1978 in kot konec tega obdobja december 1989, ko je odložil funkcijo predsednika Zveze komunistov Slovenije. Gre za 12-letno obdobje, ko je kot vodilni, en izmed vodilnih funkcionarjev od leta 1986 do decembra 1989, celo vodilni funkcionar prejšnjega propadlega režima, bil obilno suportiran, podprt se strani Udbe z njeno vsakodnevno dokumentacijo, ki je pošiljala političnemu vodstvu. Da tega pisnega materiala ni tako malo, pove podatek iz letnega poročila Udbe za leto 1986, torej v letu, ko je Milan Kučan postal predsednik slovenskih komunistov in v tem istem letu imel strokovno predavanje policijsko-udovskemu vrhu v Tacnu pri Ljubljani. Tu na strani 8 preberemo pod postavko realizacije, da je SDV z namenom preprečevanja nadaljnega sovražnega delovanja oziroma trdnejšega povezovanja oponentov, se pravi notranje opozicije, v letu 1986 inicirala 1236 obvestil družbeno-političnemu vodstvu namenjenih družbeno-političnemu razreševanju in preprečevanju nadaljne sovražne aktivnosti. To je nekaj obvestil na dan, nekaj udbovskih dokumentov na dan je dobilo slovensko politično vodstvo v letu 1986. Če to prevedete na 12 let, Kučanovega prijemanja in še nekaterih drugih voditeljev slovenskih takratnih dnevnega prijemanja udbovskih dokumentov, prijete do fantastične številke tisočev in tisočev dokumentov, ki so jih prejemali naši politični voditelji, oziroma konkretno Milan Kučan v tem 12-letnem obdobju. Jaz v partijskem fondu predsedniška dejavnost Milana Kučana in v udbovskem delu arhiva sem našel samo peščico teh tisočev in tisočev udbovskih dokumentov poslanih na njegov naslov. In bi me tudi zanimalo, če bi prejemnik teh dokumentov danes jasno povedal in javno povedal, kaj se je za vso to goro gradiva zgodilo, da ga danes ni mogoče najti ne v partijskem in ne v udbovskem gradivu Državnega arhiva Slovenije. Ga ni. Ne na strani pošiljateljev, ne na strani naslovnika. Večino tega ni. Obstaja, kot sem rekel, samo peščica teh dokumentov. Čeprav nima neposredne zveze z Borisom Pahorjem, bi v goriški predstavitvi moje nove knjige rad dodal zabaven dogodek, saj z današnjega vidika, čeprav bi lahko aktualen tudi okoli arbitražne meje s Hrvaško.
Namreč, da je zaradi Osimskega sporazuma po poročanju Udbe Ciril Terpin dne 4.10.75 predlagal, naj bi v Števerjanu postavili zvočnike uperjene proti SFRJ ter imitirali pesem Bratje, nismo prodani. Ta predlog, ki ga je dal v ožjem krogu članov slovenske skupnosti, je bil odbit. To so lahko prebirali Sergej Krajger, France Popit, Mitja Ribičič, Andrej Marinc, Frank Četinc, Janez Lipotnik, Marjan Brecel, Edvard Kadel in Stane Dolanc. Kakšne vse podrobnosti so se sporočale politične vodstvo. Potem si lahko predstavljate, kaj vse so predstavljali ti tisoči in tisoči dokumentov, ki jih danes ne moremo več najti nikjer. Morda so še kakšnih privatnih arhivov, morda je nekaj tega tudi še v Beogradu. Samo Cerarjeva vlada je v pogajanjih za Srbijo okoli pristopnih pogajanj zapravila priložnost, da bi prisilila Srbe, da nam odstopijo tiste del arhiva Zvezdne Udbe in Kosa, ki se nanašajo na Slovenijo. Končati moram. In tem pokazati na svoj vrsten paradoks, da mnogo vsebin, ki nikoli ne bi bile znane javnosti, danes lahko izvemo iz udbovskih dokumentov. Pa čeprav moramo na principielni ravni obsoditi to v duško spremljanje življenje drugih. In s tem zvezi tudi neverjetno obsežno in dolgotrajno vohljanje in zavezovanje glavnega junaka te knjige slovenskega pisatelja Borisa Pahorja. Hvala. Najlepša hvala Igorju Omerzi za to ogromno delo, ki ga je opravil v zadnjih letih in ga seveda še nadaljuje, in tudi za ta zelo sintetični prikaz bistva vsebine te knjige, ki je tudi tam na razpolago. Zdaj pa je seveda avtor na razpolago za odgovore na morebitna vprašanja, pripombe, dopolnila, če jih ima kdo, in če bi kdo rad sodeloval v tej debati. Tukaj je zgodovinar Renato Pudersič. Zelo preprosto in retorično vprašanje za gospoda Omerzo, ki res da ni zgodovinar, ampak počne tisto, kar v zgodovinarji dostakrat ne počnemo. Čestitam. Ker imamo tukaj tudi nekaj tovarišev in tovarišic, ki bojo prenesli vaše predavanje naprej. Včasih so počeli za plačilo, danes pač za neke druge usluge minule. Me zanima čisto retorično. Zakaj vi raziskujete, oziroma zakaj je sploh potrebno raziskovati rabote pokvarjene družbe, ki je ugonobila naš narod v drugi polovici 20. stoletja? Zakaj? Oziroma, bolj laično, kaj vas žene k temu, da vi to raziskujete? Hvala. No, slučajno sem prišel do tega raziskovanja. Ko se je bližila 20-letnica odbora za varstvo človekovih pravic, so se nekateri člani tega odbora dogovorili, da bi napisali knjigo v odboru. Smo rekli, pa dobro, se vse vemo, ne? No, pa pojmo malo pogledati dokumentacijo. Smo šli in so mene zadolžili, da gremo v arhiv pogledati dokumentacijo. In ko sem prišel v arhiv, sem videl, da je pravzaprav arhiv ne samo dokumentacija v odboru, ki smo jo sami prenesli v arhiv, ampak, mislim, tisti člani vodstva odbora, ampak da je tudi, niti nisem vedel, da je tudi odprta, da so pravzaprav arhivi odprti prejšnjega režima. To je naredila Janševa vlada, oziroma parlament na predlog Janševe vlade, mislim leta 6, so se odprli arhivi. Takrat naprej so bili poskusi, da se zaprejo. Leta 10, pred kakšnim letom ali dvem je bil poskus, zdaj sem bral Repeta, delu prav, da treba zapreti meni arhiv, da mi treba prepovedati vstop v arhiv, ne. Se pravi, stalno so neki težave zaradi tega. In ko sem videl, da je pravzaprav ta dokumentacija udbovska, kolikor je pač ohranjena, odprta, še vedno je dost, ne, za enega človeka, da tako rečem. Me je začel zanimati, kako je nastal ta odbor pravzaprav. Zakaj je v enem tednu stala polovica Slovenije, da tako rečem, pa 3/4 na koncu. No? Zakaj? Kako je prišlo do tega, da je prišlo do te eksplozije, do tega odbora za varstvo človeka? Seveda bil je proces JBTZ, ampak so bili prej še kakšne druge stvari, ne, so se dogajale, pa razne stvari, ki niso povzročile take vstaje, bi rekel, ne, slovenskega naroda, lahko rečem. In me je začelo to zanimati. In sem rekel, dobro, bom pa jaz sam, preden začnemo s tem odborom, itak smo že zamudili srok, 20-letnico, bom pa jaz malo pogledal te sile, ki so pripeljale do tega izbruha. In potem sem
potem sem prišel do Kozbeka, ne, in potem sem prišel s Kozbekom do leta, na leto 30. Ne. In potem sem začel počasi plezati nazaj proti letu 90. Ne. Tako da sem slučajno padel in potem je to pritegnilo, me začelo zanimati. Videl sem, da dokumenti kažejo drugače, tudi kot se jaz spominjam, to je neverjetno. Človek ima nek spomin, vidi dokument, ni tako, kot si človek misli, kot si človek spominja. In zato jaz tako poudarjam dokumente proti recimo osebnim, tudi tistim osebnim pričevanjem, ki hočejo kaj povedati. Pustimo zdaj tiste, ki hočejo še dodatno mistificirati zgodovino. In me je to začelo zanimati in ta udba sama po sebi je zanimiva zadeva, ne? Ker vendar je to tajna policija, vse veste, tajnosti, umori, likvidacije, ugrabitve, vse to se je tam našlo noter, to zarazovanje, to šikaniranje. Ljudje imajo vedno raje te krvave zgodbe, ne? Kot pa neke lepe zgodbe. Ne? Vsi berejo Dantejev Pekel, ne verjamem, da kdo prebral Dantejev Raj, ne? Tretjo pesnitev, ali pa Vice in tako naprej. Mislim, to so stvari, in se me začele zanimati. In sem začel pol, kjer sem naletel na zanimanje. Pravzaprav jaz ne pišem zgodovine, ne? Jaz iščem zgodbe, v arhivu iščem zgodbo. In ko najdem zgodbo, ki jo lahko dosti dobro dokumentiram, ker jaz nisem literat, da bi si literarno zgodbo zmislil. Jančar dobi neko fabulo, 5 stavkov dobi o nekem umoru in napiše literarno zgodbo. Čudovito knjigo, ne, recimo, o umoru Hribarja, ne. Jaz pa ne delam literarno, ampak iz dokumentov sestavljam zgodbo. In verjemite mi, jaz ne bom govoril o kvaliteti svojih knjig, ker kot avtor tega ne morem. Ampak vse moje knjige so politični trilerji. Po žanru govori. Seveda, ko pa te stvari pišeš, ko pa razkriješ tajno politično policijo, pa delovanje režima, pa hkrati, in ko imenuješ določene ljudi z imeni in priimki, je pa to postane boleče, pride do nasprotovanja, pride do odpora, ne? Posebej na enem delu elite, ki je bila povezana s temi dogodki, ne? In pride do vseh teh težav, ki so se nagomilili, ne samo meni, pa še nekaterim drugim raziskovalcem. Meni je pa, če bi pa že hotel nek nauk iz teh zgodb, da ga dam javnosti, je pa to, da upozorim, ne samo mi vemo, da je bila udba zločinska, kriminalna in ne vem kakšna še organizacija, nasplošno, ampak meni je pomembno, da se anatomija pokaže delovanje tega. Kako je to delovalo? Predvsem zato, da bi javnost upozorila, pa tudi generacije, ki prihajajo, koliko bojo to brale, ne? Pa se to prolica, pol veste v družbo, ne da bi kdo tudi kaj bral, prolica je določene stvari v javnost, da se te stvari ne bi ponavljale. Ker je tak nek namen zgodovine, proučevanje zgodovine, da bi se z nje nekaj naučili in da ne bi ponavljali stalno istih napak, čeprav je dosti človeška vrsta v tem ni uspešna, ampak vendarle se mi zdi, da je potrebno tudi preko mojih knjig zavrniti vsako misel na to, da bi še kdaj imeli v Sloveniji ali pa v Evropi režim, ali pa vsaj v Evropski uniji režim, ki bi bil podoben nekemu totalitarizmu, ki nujno proizvaja, ni totalitarizma brez tajne politične policije. To se mi zdi pomembno v mojih knjigah kot nauk zame. Drugače pa, kot sem že rekel, mene je stvar pritegnila, zdaj po upokojitvi sploh imam več časa in potem je to lažje in mi je zanimivo to pisati. Pride zdaj mikrofon. Hvala lepa. Prvič bi vprašala, kako spremljate izjave slovenskih zgodovinarjev o avtentičnosti vaših objavljenih dokumentov in seveda tudi novinarjev. To je vprašanje. Če pa dovolite, bi morda tudi nekaj utrinkov ob prejetju Odiseja ob Jamboru. Namreč Boris Pahor je resnično švercev, kot smo rekli, knjige v Dutole in z dutovsko pošto je pošiljal po Sloveniji. Goriška gimnazija je dobila 10 izvodov. V glavnem spet drugače posameznik po enega. Spet tista Pahorjeva želja dati mladini ta pravo čtivo. In verjemite ali ne, niti slavisti nismo bili deležni tega čtiva. Namreč tako je šlo to na udbo in vam rečem,
da smo kar nekako, vse jaz sem zamirila ravnatelju, ki je bil zelo širokih obzorij, da ni vse ene knjige pustil na šoli. Ampak, ko sem pa 93. videla objavo ponatis Odiseja ob Jamboru, tam je pa na naslovnici dopisnica vabilo na udbo, poimensko jasno, in seveda naj se dotični seveda oglasi na udbi in prinese s sabo izvod Odiseja. Vse so vedeli, kdo je dobil in kaj je dobil. To je prvič. Vi potem ste zdaj govorili, kako je bila Dutovska soba pri Marički pregledana in menda tudi pišete 76. leta. Ampak sreči, takrat je bila ta soba že izpraznjena. Namreč 78. leta Boris Pahor 3 leta ni smel v Slovenijo oziroma Jugoslavijo. In 78. leta je prišel na pokropit Tončkinega moža Bojana Ravbarja in takrat seveda je Tončka rekla, pojdi v kurnik in nad kokošmi so bile ene take police in jaz sem eno lesto tam povlekla in privlekla en kovček, precej zajeten, težak, poln gradiva, ves prašek in verjetno najmanj 3 leta je tisti kovček z gradivom bil. In Pahor je prišel tisti dan pokropiti sicer Bojana Ravbarja, ampak po to gradivo. In ko so prenavljali Kosovelovo domačijo, se je tam našel rokopis nekropole. In prav zanimivo, kako se zgodovina ponavlja, namreč 24. leta je v varstvu kokoši, spet so dobili varstvo kokoši neki letaki, ki so jih Anica in Srečko pretihotapili iz Slovenije v Italijo in takrat so pa delali čistko ne komunisti, ampak fašisti in metali gradivo na voz. Sreči letakov niso našli. Torej, to bi rada tudi povedala, ker je po svoje zanimivo. Hvala lepa. Najprej bi na Dutovljevo dogovoru. Jaz vem, da ni več, 76. leta ni bil več on delal v tisti sobi. Pa tudi takrat ni mogel čez mejo, ne? Ja, ampak 1 leto ni smel čez mejo, ne? Ja, potem so mu dodali še 2 leti zaradi Blažiča in Miklavčiča, ampak so mu nekaj odpustili, no? V glavnem takrat on niti ni mogel tja iti, ne? In tudi on ni več takrat tam delal v tisti sobi. Ampak to je poročilo udbe vodstvu v tem ustavnem svetu za varstvo družbene novice, kjer so opisujejo, kjer je tajne preiskave so delali v letu 76. Očitno sem mislil, da bo še kaj tam najdem, ne? So pa gotovo delali v Dutovljah preiskave prejšnja leta tudi, ampak dokumentov o tem nimam. Sem pa siguren, da so pri Pahorju v Dutovljah, saj v Dutovljah, ker je še veliko lažje kot v Trstu, ne, delali te tajne preiskave praktično skozi, dokler je on tam deloval in da so tam stvari preslikali in tako naprej. In tudi, da so večkrat delali tajne preiskave tudi v Trstu. Imamo pač podatke samo za par let, ne, tiste podatke, kjer sem pač lahko dobil. Zdaj, zgodovinari naši. Dobro, gledajte, kaj je zdaj avtentični dokument, ne? Dokument, ki je v javnem arhivu, ki je predan javnemu arhivu, ki je, glede na to, da sem pregledal tisoče in tisoče dokumentov udbe, ki izgleda udbovski dokument, da tako rečem, da je to udbovski dokument, no? Da ni nek falsifikat, ki ga je nekdo na črnem trgu dobil ali pa prinesel ne vem kje, ne? Zdaj, avtentičnost dokumenta ni sporna, vsebina dokumenta je lahko sporna, ne? Lahko, da je kar noter piše, kar ni resnično, to je možno, ne? To je možno. Ampak, ne, zdaj, kaj zdaj narediti, ne? Jaz pri stvareh, če imam
če je samo en dokument, da je vprašanje, koliko je dokumentov, kjer stvari. Včasih lahko križaš dokumente, pa vidiš, ali pa več virov poroča o eni isti stvari. Ne? Ali pa potem imaš pa recimo dokumente, ki so pa 100% verodostojni. Zakaj? Ker so prepisi prisluhov iz sten, iz telefonskih razgovorov, iz pisanskih pošiljk, recimo. Ne? Imaš poročila sodelavcev, ki so lahko več ali manj resnična, lahko so tudi zlagana. Recimo, jaz sem že prej rekel, da, ne vem, če sem povedal, da je Pietet pisal zlagana poročila o Kozbeku. Ampak to je UDBA ugotovila, zato ker je imela okoli Kozbeka več sodelavcev in je ugotovila, da en izmed njih laže. Vi imate primere, ko imate sodelavce, ki lažejo, ki podpišejo za UDBO, pa lažejo, zato ker nočejo poročati UDBI po resnici. In jih potem oni hitro najdejo, ker imajo okrožene, tiste ljudi, ki jih zanimajo, imajo okrožene. Ne? In potem hitro najdejo, da ne pišejo resnice. Potem pa oni postanejo sodelavcev nadzorovanci. To imam tudi primere v moji knjigi navedene in tako naprej. Tako da je ta diskusija o verodostojnosti dokumentov mene kar pri teh zgodovinarjih, ki so se zdaj oglasili, najbolj moti, pa pri vseh teh člankih, ki so nasprotni temu, kar jaz delam, pa še nekaj drugi. Me najbolj moti to, da vlečejo kontinuiteto med bivšo državo in zdajšnjo slovensko državo. To me moti. Zakaj? Ker pravijo, arhivi bi mogli biti zaprti, še ni poteklo dovolj časa. Bil je totalitarni režim, zato so arhivi odprti. Če je bila Slovenija, Jugoslavija demokratična država, potem se te arhivi ne bi odpirali. Ampak potem ne bi bile tajne politične policije, bi imeli obveščevalno varnostno službo, ne vem, kako bi se imenovala. Tajna politična policija je pa treba odpirati. In po vseh državah so več ali manj stvari skušajo, ali so odprte, ali se skušajo odpreti. Imate polemike v Srbiji, na Hrvaškem, ne vem, kje še vse. Na Češkem je vse odprte, recimo v Nemčiji je odprte, ampak so zelo strogi režimi, ampak so lahko strogi režimi zato, ker imajo 2000 ljudi, ki skrbijo za te arhive. V Sloveniji pa 2 skrbite za te arhive. In potem dajo zakon anonimizacijo, počrnjevanje arhivov po določenih vsebinah, ki jih ta 2 fanta ne morata v 1000 letih tega počrniti, te dokumentacije. V 1000 letih. In s tem ti zaprejo arhiv. Na srečo je neka arhivska komisija, ki jo vodi gospa Valičeva, ki je naklonjena temu raziskovanju in ki daje dovoljenje tudi ljudem, kot sem jaz recimo, ne, ki dobijo to dovoljenje za neomejen pogled v arhivsko dokumentacijo. Torej, ta vaša knjiga, oziroma že tudi nekaj knjig prej, je sprožilo veliko reakcije tudi v zamejstvu, tudi na Goriškem, pa na Tržaškem. Tudi od strani krovnih organizacij, oziroma krovne organizacije, o kateri ste tudi vi pokazal prej na fotografijo predsednika, ki se je pogovarjal s Kučanom in ravno ob tej priliki je predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze se potožil Kučanu, češ da s takim pisanjem razbijamo enotnost Slovencev v zamejstvu, da otvarjamo sovraštvo, nasprotovanje, obujanje starih zadev in tako naprej. Danes je bilo eno pismo tudi v Primorskem dnevniku, še hujše v tem. In tudi stališče odpora SKGZ je bilo, mislim, negativno v tem smislu. Jaz mislim, da tukaj tisti, ki se bojijo resnice, nekaj zakrivajo, očitno. Kajti, resnica je prav, da pride do izraza. Zato hvala vam, da skušate to resnico privleči na dan. Torej, ne z nekimi lažnivimi zadevami, ampak z dokumenti, kot ste sam rekel. In to, dokumenti so dokumenti. Morda je res, da so nekateri napačno te dokumente pisali, ampak mislim, da velika večina teh dokumentov je avtentičnih v smislu, da odgovarjajo dejstvom, kar so poročali, oziroma kar so lahko poročali. Torej, zato jaz mislim, da take publikacije, tudi tak večer, kot je danes, skuša prikazati to resnično stanje, ki je nažalost bilo prisotno v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji. In mislim, da to
tako prikazovanje resnice ne more škoditi nobenemu, oziroma nasprotno, lahko samo privede do tega, da če spoznamo to resnico, da pole se, mislim, da se lahko združimo še bolj, kot smo danes združeni. Je še kdo, ki bi rad posegel v debato ali kaj vprašal tudi, ali dopolnil? Profesorica Marija Češčut, ki je omenjena v knjigi kot razpečevalka Kočbekovega intervjuja. Ja, ne vem, kaj naj povem. Torej, jaz sem takrat poučevala v Trstu. Naj povem tudi, da sem podpisnica že 1. januara od Odiseja v Jamboru leta 1969. No, in sem tudi poskrbela, da sem dobila v Gorici 9 podpisov in tudi 9 prispevkov denarnih. Ne. To, v knjižnici je 11 Goričanov podpisanih, pa 2 nisem kontaktirala. In to poudarjam, ker nihče z Gorice, noben Goričan se ni potem umaknil z tega podpisa, ne? Ni umaknil torej, svoje torej, se ni potegnil nazaj kot ogromna večina v Trstu. Torej, podpisniki so bili pripadniki SKAD-a, skadovci smo bili, tisti, ki smo tudi povabili Kočbeka v Gorico leta 1970, ne? In tu sprožili tukaj burno reakcijo na tako zvani zelo desni strani. In pa duhovniki, tako zvani sredinski duhovniki, ne? In pa tudi ravnatelj Rener in ti, ki so se s tem strinjali. Dokaz, da so se strinjali, jaz sem tudi nakazala, da bo Kočbek, ker sem vedela za vsebino, oziroma sem vedela, da bo Kočbek tu spregovoril o pobitih domobrancih. In to sem tem ljudem v Gorici, tem mojim kolegom in profesorom tudi nakazala, zato so točno vedeli približno, za kaj gre. No, in tudi knjige, torej 50 knjig, o katerih govori, da jih je Pahor prinesel k meni, jaz sem jih sama dobila v Trstu, ker sem poučevala in z avtom pripeljala, to drži, 50 izvodov v katoliško knjigarno. Kot sem pa že prej vozila mimogrede kaplje iz Idrije, torej jaz sem bila že med kapljaši, torej sem imela že svoj dosje, bi lahko rekla. Dobro, in kaj naj povem? V tem to, kar omenja, torej v tem prvem, mene so ustavili na meji, ne, ampak takoj hitro po Svetem Jožefu, ker je šel, knjiga je šla dan pred Svetim Jožefom, če se ne moti, ne, 18. No, in to je bilo zelo neko prijazno, tako, ker so me tudi že, so točno vedeli, so iskali priliko, da me pač srečajo, je bilo nekako vljudno, jaz vem, da nisem tega rekla, kar piše tam, ker lahko verjamete, kakorkoli, mene to ne briga, jaz točno vem, kaj sem, kaj mislim. Je pa tudi ni res, da kar piše tam, da je Rebula pač iskal podpornike tudi, da je pobiral denar Rebula in da tudi med dijaki. Ne, denar je pobiral Pahor in Marija Kacin, Rebula nikoli se ukvarjal s tem, tudi on ni iskal nobenega podpisnika, to lahko rečem zelo dobro, ker to se je delalo vse javno, torej vem dobro v zbornici, ne. No, što bi povedala? No, in potem, kaj se zgodi? No, grede, kako so bili res, posod so bili, to drži vaša knjiga, to je bilo prav tako, kot vi pišete, dejansko na vsakem vogalu je bil nekdo, ki je pač poslušal in potem poročal naprej. No in potem me ponovno drugič stavijo in zato me zanima, tega pa ni v knjigi, vi samo prvič omenjate in prve, ne? Me ponovno in ko so pa grobo, ker me vstavijo, da so zvedli z moje, z naše strani, z vaše strani smo zvedli, da ste vi pobirali denar v Gorici in tudi podpisnike. Ne? In to mi sem rekla, ja, seveda, ja, tega nam niste povedali, še zdaj se spomnim tega stavka, ja, me niste vprašali, če bi vam povedali. No, to na kratko in potem pa kasneje, ne, malo kasneje, koga so ustavili na meji? Na meji so ustavili našega župnika Marjana Komjanca. Goričani, ki imajo moja leta, so še starejši, dobro vedo, kaj je bil Marjan Komjanc. Marjan Komjanc je bil duhovnik, bolj levo usmerjen, je odvedno podpiral Jugoslavijo in dejansko je imel velike probleme na tako zvani desni, tudi pri Štkofu, se je dobil prvo župnijo, če se ne moti, v Sovodnjah v 70-ih letih. No, in so ga ustavili. On je prišel do mene, je bil tako strahotno prizadet, tako strahotno, tudi monsignor Klinec, s katerim je šel, torej ti vedo, kdo je bil monsignor Klinec, ker jaz sem tudi njemu vse poročala, ker takrat smo tudi pripravljali drugi snopič primorskega biografskega leksikona.
No, in strašno prizadet, to me je tako pogrelo, to, da sem se čutila kot krivo in sem šla ponovno, sem šla na mejo, v Sovken, tam, kjer je tudi so ustavili dragega prijatelja Tomaža, o tem piše v Ognjišču, junijskem Ognjišču, lahko preberete, Tomaža Pavčiča, mislim, ne? In sem zahtevala srečanje s tem policajem in določila uro in kdaj pridem. In zakaj sem šla? Prav zato, da zaradi Marjana Komjanca. To sem jaz tako strahotno nastopila, tako ga nadrla, tako suvereno, da kaj delajo, da zdaj se vsi mu smejejo, prav mu stri, kaj pa je vedno branil Jugoslavijo, in to je bilo res. Ne? In potem se reka, meni ustavljate tudi, ko sem jaz 73 leti prej, sem si povrnila prijem v slovenščini, v originalnem, kot je bil prej naš, ne, Češčuk, prej sem bila Češkuti. In me leta 73 leti prej klicali v kasarno v Sovodnjah, Marešalno, na pogovor, zakaj menjujem priimek, ne grem živeti v Jugoslavijo. To sem tako vse povedala in vse, da bom tudi v časopise dala in tako naprej. In potem je bil mir. In to sem tudi sporočila Komjancu, ga malo potolažila, ampak da so bili vsi dosledni, kaže tudi vaš stavek v knjigi na strani 230, kjer piše, da učiteljci Droletova in Bratuš se strinjata, ne, govorite, da nekateri pa se strinjajo, da se strinjata s tem, da je bilo to objavljeno od teh domobranci pobitih, ker je to prav in tako naprej. Droletova je bila pa žena profesora Lucina Droleta, enega izmed podpisnikov, teh 9 podpisnikov, ki sem jih jaz dobila v Gorici. Torej, so bili vsi, absolutno, torej to je tudi dokaz v vaši knjigi. Medtem ko v Trstu sami vidite, ste sami brali, koliko je bilo sprenevedanja, koliko nazaj in kako so se skrivali pod tistim pojasnilom v gospodarstvu, ne? To tako da branim tudi, ker so vsi mrtvi, tiste, ki jaz sem dobrala, razen Marilka Koršič, to je žena tukaj Danilota Košiča, Danilota Čotarja, ki pa je ni danes tukaj, ostalih 9, ki sem jaz, torej jaz in Marilka, sta živi. Poleg tega sta še 2 Goričana, je Pavlin Kazimira, pa jaz nisem imela z njo, in pa Ninko Černic, ne, tudi z njim, to sta pod Trstom objavljena. Tako sem bila malo predolga, ampak se mi zdi, da je prav, da vsaj starejši Goričani bodo razumeli, zakaj je šlo takrat. Mlajši pa ne slišijo. Namreč v zalivu je točno so napisana imena donatorjev za intervju s Kocbekom. In tam je 40 donatorjev. Baje so bili še nekateri, ki niso hoteli biti imenovani. Ampak posebej bi poudarila, bili so Tržačani, Goričani, kolikor sem jaz videla, so bili bolj kulturniki, intelektualci, zdravniki, vidim, sem videla recimo Lojze Špacal, August Černigoj in med njimi sta bili 2 ženski in obe sta bili iz Slovenije, iz Jugoslavije. In to je bila Marička, torej tam gostilničarka in Tončka Kosovel Ravbar. In obe 2 nista bili ne vem kako bogati, prav gotovo tudi Marička ne. Zanimivo pa je, da v naslednji številki je bilo poročano tudi o tem, kako so nekateri bili seveda spet zaslišani in so se distancirali, preprosto izgovarjali, da niso vedeli, zakaj pravzaprav donirajo, da niso vedeli, da gre za Kocbeka in za to vsebino. In jaz mislim, da si obe 2 zaslužita, in Marička in Tončka Kosovelova. Tako, hvala lepa. Mogoče bi kakšen Tržačan kaj dodal, kako je bilo v Trstu, če je bilo toliko odstopanja in kako so ravnali s tržačkimi podpisniki. Če hoče kdo kaj povedati, recimo gospod Novi Maver, ki se ni potegnil nazaj. Ne vem, koliko jih je bilo. Ne vem, koliko podpisnikov je bilo. Tukaj sem slišal številko 40. Vem, da jih je bilo veliko, nekateri so dali prispevke in so prosili, da ne objavijo imena, oziroma Boris Pahor, da ne objavi imena. Nekaj se jih je res distanciralo in je bila ena
žalost, zakaj so se distancirali? Zato, ker so na nje pritiskali na razne načine. Nekateri so bili v službah, nekateri so bili potem nagrajeni. Recimo August Černigoj je takoj zatem imel monografijo, imel celo neko razstavo, so mu priredili. Zdaj bom delal imen tisti, ki so, vse so v knjigi tudi navedeni nekateri. Tisti, ki so podlegli pritiskom, profesor Merkur recimo se ni potegnil nazaj. Čeprav tudi nanj so pritiskali, ampak smo hodili vsak dan skupaj na kosilo in smo rekli, mi pa bomo zdržali do konca. Torej on, Marteljanc, Rebula, seveda. Ne vem koliko je bilo teh, ki so se distancirali, ampak so vse zato, ker so bili res pod pritiskom. To je malo kaj. Tako je bilo takrat. Zaslišani ste bivši? Ja, ne bom obnavljal zgodbe. Zdaj seveda ustavljeni na meji na Repentabru, kjer sem eno uro čakal, da je prišel gospod iz Kopra, oziroma tovariš. Tam se sliševal eno uro, potem je bila ura 7, je rekel, zdaj pa morate hitro čez blok. Sem rekel, ne, jaz imam čas, ne morate takoj čez blok, ime je zahodil čez blok, ker so ob 7 zapirali blok. Ampak naslednji teden me je spet iskal in spet prosil, če se lahko srečava, dobro sem rekel. In so se srečali v Sežani, v kavarni, oziroma v gostilni, tam pri nasproti knjižnice, se ni važno. In tam me je zasliševal, ampak neumnosti, razumete, ker so vedli, oni so iskali stik, stvari, o katerih so vse vedli, kdo financira gospodarstvo, kaj dela Francieza, od česa živi in tako naprej. Dobro, smo tam končali in potem se je končalo tako, da mi je čez en teden spet telefoniral iz Kopra in rekel, kaj se lahko dobiva. In takrat sem pa se postavil po robu, sem rekel, ne, jaz sem italijanski državljan, teh stikov ne maram imeti, sem malo dvignil glas in rekel, kaj kričite, in tako se je zgodba končala. Tam je se dvignila roka. Bi se rad opravičil, odkar so mi starši pravili, do danes oziroma do včeraj, govoril, da je spomenik v parku v Gorici, da so ga partizani porušili. Zdaj pa sem včeraj videl v knjižnici v Novi Gorici, da so ga domobranci porušili. Mi lahko malo raztolmačite, kako to, če so prišli, so se mogli umakniti domobranci, da so porušili spomenik. Morate oprostiti, ampak ne spada k današnji tematiki, ki jo obravnava. Mogoče je kdo med nami, ki vam lahko potem kaj več o tem pove, ampak bi preskočili to vprašanje, ker ne spada v to knjigo, ne obravnava tega obdobja. Prosim. Samo da pride mikrofon do tja. Ja, dober večer. Na to, kar je povedala Marija Češčut, je priklicala v spomin to, kar se je dogajalo takrat. Bodi si na šoli, bodi si tudi zunaj. Jaz bi rad pripomnil, da je bil takrat komentar, točno se ne spominjam, ali Alojza Rebule ali Borisa Pahorja, da hvala Bogu na Tržaškem imamo ženske, ki nosijo hlače. To je bila njegova pripomba na račun tistih, ki so se ogradili in ki so si izmišljali nemogoče zadeve zato, da se ne bi zamerili Jugoslaviji in hkrati, da ne bi se zamerili tudi tistim, ki so vedeli pač, da jih bodo na nje grdo gledali. Samo to sem hotel dodati. Hvala profesorju Černicu. Še kdo? Maver bo še nekaj dodal? Ne, me je spomnil Ninko zdaj. Seveda so tisti, ki so dajali prispevek, recimo so bili tudi Vršaj, doktor Vršaj, ki je delal na radiju, Dušan Črne, in tile so bili javno, znano je bilo, da so
na desni strani. In so prosili, da imena noter, ker s tem bi celo pokvarili nekako to pobudo in bi Pahorja še bolj napadali. Torej, zato je bilo dosti nijans in dosti takega, ne samo sprenevedanja, ampak tudi taktiziranja okoli tega. Gotovo pa je, da tisti, ki so se umaknili, so bili pod pritiskom, to je jasno. In nekateri upravičeno bolj, nekateri manj, ampak vsi so bili pod pritiskom. Hvala. Še kdo? Če ni drugih... Ja, zdaj je priložnost, da imamo avtorja med nami, tudi z njegovih drugih raziskav, ne nujno samo o tej knjigi. Ja, tukaj še en gospod sprašuje, prosim. Ker smo že pri teh udbovskih dosijejih, mene bi zanimalo pa, ker ste omenil prej, da je imel France Bučar celo mikrofon na stranišču, da so me sledili. Kako verodostojen je ta njegov dosije? Ja, je uničen od Bučarja. On je bil kodno ime, je bilo Tikveš, se pravi Bučar, Tikveš. Ampak veste zato, ker so potem po osamosvojitvi so delali pač preiskavo tiste hiše, in so to najdli. Ne, ni to on sam najdel. To so pa še neki tehniki, pa so pogledali, poodstranjevali stvari, takrat on je bil predsednik državnega zbora, verjetno po tej funkciji so šli, pa so hiše očistili od prisluševalnih naprav. Tudi pri Janši je imel, recimo v dnevni sobi v omari je imel, predelu omari je imel prisluševalne naprave. Zdaj, eni pravi, da je to montiral Kos, eni Udba, Lele pravi, da je on sam to montiral, takrat, ki je bil pri Kosu. Skratka, na različnih krajih so bili, ampak Kozak je bil pa sigurno zelo prepreženo stanovanje, ker tam so pa imeli kar neke vode v sosedno stanovanje. Velike prisluhov iz nadškofije v Ljubljani. Sem imel pa nasprot ceste, sem imel nek sprejemnik ali neko sprejemno sobo. Ker jaz se ne spoznam, ampak tehnično zgleda, da moraš imeti nekoga, ki v bližini, da lahko prestreže tiste prisluhe. Ne vem tehnikom, ampak pri Bučarju so naredili ustrezne službe, ampak že demokratične Slovenije, ki so šli pregledati njegov vikend, oziroma domačo hišo, ki je pozneje on uporabljal kot vikend. Vsekakor je Kocbek posvetil tem mikrofonom znamenito poezijo, tako da je šlo to tudi v našo literarno in kulturno zgodovino, pa tudi na razstavi Temna stran meseca, če se spominjate, so bili na ogled ti kapli in ti mikrofoni, ki jih je menda in Sing našel. Ja, ko so prebarvali, so najdeli te stvari. Ja, torej, če se bližamo koncu, bi samo vprašal še avtorja, kaj nam pripravlja za prihodnje mesece. Upam, da bo jeseni šla knjiga Mosat in Udba, Skrivnosti Šejke Dana, Eda Brajnika in Marka Zoreta. Dobro, potem se spet vidimo takrat tukaj. Torej, če ni. Ja, če želite aplauz za avtorja, gotovo. Dosojšnjim gostom se iskreno zahvaljujem v imenu Kulturnega centra Lezebratov, Šinkoška Anton Gregorčič, ki projejata večere srečanja pod lipami. Hvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili nocojšnjega večera v tako lepem številu. Imamo na razpolago knjige, danes jih lahko dobite z 10% popustov. Preden pa zaključimo, bi vas pa še povabila. Prihodnji četrtek bomo imeli večer posvečen literarni zapuščini doktorja Tineta Dibeljaka, to je zapuščina, ki se je vrnila v Slovenijo. In sicer v gosteh bomo imeli magistra Aleksandra Igličarja, ki bo spregovoril o Debeljaku v Škofji Loki, dr. Marijo Stanovnik o Debeljakovi Črni maši, Vojca Vomberger v spomini na Atka in Helena Janežič o Debeljakovi zapuščini v Narodni in univerzitetni knjižnici. Potem bo še Boris Rifel, ki bo interpretiral nekaj odlomkov iz Debeljakovih del in prisotna bo tudi hčerka
Debeljakova hčerka Joželjka iz Argentine. Torej, še enkrat hvala vsem, predno pa zaključimo, bi jaz še povabila k mikrofonu Mateja Figlja, se opravičujem, ker ga vidimo še enkrat. Torej, nocoj se nam predstavlja družina vinarjev Figlj iz Zaslavja. Kaj nam boš povedal, kaj predelujete, koliko vas dela in kaj bomo nocoj pokosili? Dober večer vsem. Zahvaljujem se Tamari, da nas je povabila na to priložnost. Je bilo zelo zanimivo, ker jaz sem rojen 85. leta in marsikaj, skoraj vsega, tega mi naša generacija ne ve in ne pozna in je zelo zanimivo poznati preteklost za bodočnost. Danes, ker je močno toplo, Tamara je predlagala eno belo in eno črno vino, jaz sem prinesel eno penino bolj frišno in eno malvazijo istrsko. So dve vina, ki danes bojo kar nam olajšale večer. Hvala lepa.